pa v bistvu pravzaprav mogoče lahko izpostavim, da se v bistvu dobi tudi brezplačna knjiga na naši spletni strani zdravjenas.si, ki je ravno za ljudi, ki dobijo hudo diagnozo, lahko preberejo tiste prve najbolj nujne korake, kaj narediti. Zdravje nas prvi korak je naslov. To se je vsak lahko brezplačno dol potem. Zakaj? Ker to, kar sem zdaj rekla, eni se odločijo za klasično medicino in je to v redu. Se pravi, je šel k zdravniku, predal svoje pač življenje, njegove roke, mu zaupa, super. Nekdo drug je rekel, ne zaupam klasično, grem alternativno. In je pač spet nekoga najdu in mu zaupa in je na nek način tudi v redu. Potem najslabše pa tista varianta, ko človek reče, jaz grem pa na internet, jaz bom pa sam najdel svoje zdravilo. In tukaj noter je prav razložen, kako v bistvu, kakšne nevarnosti so tukaj. Recimo prvič, ko ti se odločaš, da boš sam zase najdel zdravilo, greš na svetovni splet, na široko avtocesto in najdeš neskončno informacij, kjer je prava. In potem, ko se vprašaš, kaj je tisto, kar iščem, kaj je tista prava informacija, katera je tista prava. Komu verjeti, se postavi osnovno vprašanje. Tle je že velik X. Zelo velik X. Zakaj? Tukaj ni vprašanje, komu verjeti, ampak je temeljno vprašanje, v kaj jaz verjamem. Zdaj pa, komu verjeti, recimo, imate zdravnike in zdravnike. Imate zdravnike, ki nikoli niso delali s pacienti, ampak obvladajo marketing. In ko boste vtipkali na MRK, pa zdravljenje, bo njegove strani vrgel prve ven. Imate pa zdravnika, ki je cel življenje po svetu res človekoljubno in ga ne zanima ne posel in to, ampak res dela s pacienti, res ima znanje in ne pozna pa marketinga, njegovo spletno stran bo vrgel na stoto šele. Nikoli ne bomo prišli do nje. Recimo, to je ena od nevarnosti. Ne? Potem so še nevarnosti, kot recimo, ko človek najde eno metodo, ko tega ne ve. Reče, to se pa sliši super, to. In zdaj pa tako, se tukaj na začetku je v tej knjigi opisan. Vsi, ko greš na internet, ko vtipkaš rak, vsi imajo 95% ozdravitve, pa 90%, pa 97%, pa se res počutiš kot največji tepec, če temu tako rečem, zakaj je sploh kdo še bolan, če je to teh ozdravitev. Ne? In kaj se zgodi potem? Dejansko se navdušaš na eno metodo, se lotaš, potem pa recimo vztrajaš na njej 14 dni, se to ni to, pa greš na drugo metodo in ti zmanjka časa in umreš. Ali pa naslednja varianta, da dejansko da postaneš profesionalni zbiratelj informacij, ne narediš pa nič. Se pravi, dobiš ogromno informacij, si cela enciklopedija, se celo kregaš z vsemi, napadeš klasično medicino, alternativno, ker ti si najbolj pameten, ampak ti umiraš. In na koncu spet zmanjka časa in umreš. To so recimo tisti brezplačniki Zdravje nas prvi koraki, ko dejansko lahko ljudje si to preberejo in to je tukaj veliko opozorilo. No?